Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami zgodba o prikupnem Ježku Snežku, ki ga zagotovo že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj je suša? Suša je naravni pojav, pri katerem zaradi pomanjkanja dežja zemlja postane suha, rastline ne morejo rasti, živali pa težko najdejo vodo za pitje. Dolgotrajna suša lahko povzroči veliko težav v naravi in celo poveča možnost, da nastanek požarov. Požari v naravi so lahko zelo nevarni, saj se zaradi suhe trave, grmičevja in dreves hitro širijo in lahko ogrozijo življenje ljudi in živali ter uničijo domove. Zato moramo biti v sušnem obdobju še posebej previdni. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek podučil, kako ravnamo, če v naravi opazimo požar. Zgodbo Ježek Snežek in suša je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa Lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in suša. Poletje je. Dnevi so dolgi in vroči. Z Ježkom Snežkom sva na počitnicah pri babici in dedku. Na začetku sva vsak dan čofotala v bazenčku na vrtu. Zdaj pa je tega konec, ker moramo varčevati z vodo. To pomeni, da jo uporabljamo le za pitje, kuhanje, umivanje. Zakaj? Vprašam Ježka Snežka, ki mi zna vedno vse razložiti. Ker je suša, mi odvrne. Kaj je to suša? Sprašujem. Poglej okoli sebe, mi pravi. Trava se je posušila in zemlja je razpokala. Rastline na njivah so uničene, gozd za hišo pa je rjav, kot bi bila jesen. Veš, suša nastane, kadar dolgo ni močnega ali daljšega deževja. Vode, ki je pod zemljo in ki se ji reče podtalnica, že močno primanjkuje. Rastline brez vode ne morejo živeti. Če ne dobijo dovolj, se začnejo sušiti in odmrejo. Tudi ljudje in živali ne moremo brez vode. Zaskrbi me. Kdo pa bo zalil rastline? Ježek Snežek pokaže v nebo in pravi: oblaki. Pogledam gor. Ampak na nebu je le vroče sonce. Nikjer niti oblačka. Zvečer si z Ježkom Snežkom pogrneva odejo na travi. Leživa in gledava zvezde. Ena nenadoma poleti čez nebo. To je utrinek, zašepeta Ježek Snežek. Kadar vidiš utrinek in si v mislih kaj zaželiš, se to potem uresniči. Tako verjamemo mi, ježi. Zaželim si, da bi prišli oblaki in na zemljo poslali dovolj dežja za vse. Po televiziji in radiu opozarjajo, da je med sušo prepovedano kurjenje ognja v naravi zaradi velike požarne ogroženosti. Kaj to pomeni? Vprašam Ježka Snežka. To pomeni, da najin taborni ogenj za zdaj odpade.
odločno pove Ježek Snežek. Kako to misliš? Razočarano vprašam. Vsako poletje ga zakuriva. Babica in dedek sta vedno zraven z vedrom vode. Ježek Snežek odkima. Ne bi nič pomagalo. Pri taki suši že najmanjša iskrica bliskovito zaneti požar. Požar? Misliš tisto rumeno zver z rdečimi očmi, ki je lani ustrahovala naš blok? Živijo takšne zveri tudi v naravi? O, seveda, mi pritrdi Ježek Snežek. V naravi zrastajo še mnogo večje in lahko pogoltnejo cel gozd. Njihova priljubljena hrana so suhe rastline, teh pa zdaj ne primanjkuje, kaj ne? Postane me strah. Čez nekaj dni se nad gozdom pojavi črn dim. Dedek priteče v hišo in vidim ga, ko pokliče na številko 112. Vem, da se na to številko sporoči, ko se zgodi nesreča. Slišim, kako razlaga, da je del gozda blizu nas zagorel. Nekdo je kljub prepovedi zakuril veje. Rumena zver z rdečimi očmi je res prišla. Z Ježkom Snežkom gledava, kako drvijo mimo gasilci z vozili, polnimi vode. Seveda, rumena zver z rdečimi očmi sovraži vodo. Kako nenavadno, pomislim. Rastline in mi pa vodo nujno potrebujemo za preživetje. Nečesa se domislim. Zvečer gledam nočno nebo. Babica me kliče noter. Pozno je, moram spat. Samo še malo. V tistem trenutku zasveti utrinek. Zaželim si, da bi oblaki, ki so na poti in tudi k nam prinašajo vodo za žejne rastline, prinesli še več vode, da bi z njo premagali rumeno zver z rdečimi očmi. Utrinek ugasne. Naslednji dan se dim razširi. Ježek Snežek odide na pomoč živalim v gozdu, jaz pa gledam v nebo in čakam oblake. Namesto njih zagledam helikopter. Zviška zliva vodo na rumeno zver z rdečimi očmi in tako pomaga gasilcem na tleh. Vse to se mi zdi zelo razborljivo. Toda babica in dedek mi zvečer povesta, da se je požar preveč približal in smo v nevarnosti. Mamica in očka bosta prišla, da nas odpeljeta na varno, domov. Zajokam. Rumena zver z rdečimi očmi nas je premagala. In Ježek Snežek me je zapustil, ravno ko ga najbolj potrebujem. Pa tudi oblaki sploh niso prišli. Babica me spravi spat. Potem jokam in smrkam. Potem pa se odprejo vrata. Pokukam, kdo je. Moj Ježek Snežek. Od veselja skočim s postelje. Vrnil si se. Objamem ga, on pa hiti razlagat. Rešeni smo. Gasilci so ustavili požar. Pa veš kako? Na pomoč so jim prišli oblaki. Oblaki? Res dežuje? Že sem pri oknu. Temno je, nič ne vidim. Ježek Snežek mi šepne. Poslušaj. Zaslišim šumenje. Odpreva okno in na najine dlani se vsujejo debele dežne kaplje. Dežuje, dokler rumena zver z rdečimi očmi ne ugasne. In dežuje, dokler se rastline ne napijejo vode. Dežuje ves dan in vso noč. Potem se težki sivi oblaki spremenijo v bele puhaste oblačke. Razkropijo se in izginejo tako skrivnostno, kot so se pojavili. Danes z Ježkom Snežkom ne čofotava v bazenčku na vrtu, ampak po lužah okoli hiše.
Obula sva škornje. Kdo bo skočil tako, da bo bolj poškropil drugega? Potem se spomnim in vprašam Ježka Snežka. Misliš, da so oblaki res prišli zato, ker si se jaz tako želel, ali pa so bili že prej namenjeni sem? Ježek Snežek se nasmehne in pravi: povedal sem ti, kaj verjamemo ježi. Kaj pa ti misliš? Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako pravilno ravnamo ob požaru v naravi. Najpomembneje je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe ter se čim prej umaknemo na varno. Z odgovornim ravnanjem lahko vsak izmed nas pomaga zaščititi naravo in preprečiti nevarnost. Otroci, skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Bravo, Ježek Snežek. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes vas vabim k poslušanju prav posebne zgodbe. Zgodbe, ki nas bo nežno opomnila, da vsi otroci na tem svetu nimajo enakih možnosti, toplih objemov ali polnih krožnikov. Zgodba nas bo popeljala v življenje dveh deklic, ki živita v popolnoma različnih svetovih. Ena deklica ima vsega dovolj. Drugo deklico pa vsak dan preizkušajo lakota, žeja in odgovornost, ki je za otroške rame zagotovo pretežka. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo nagrajeni pravljici, nastali izpod peresa slovenske avtorice Sare Mergole Vuković z naslovom Mavrični deklici. Čisto blizu, v veliki hiši v velikem mestu, živi majhna deklica. Komaj 6 let ima, pa je že šolarka. Vsako jutro jo očka odpelje v šolo. Tam se igra, riše, prepeva, se uči črk in številk. Po pouku gresta z mamico v knjižnico, saj zelo rada posluša zgodbice. Zvečer, ko se na ulici prižgajo svetilke, stisne k sebi puhastega medvedka, smukne pod toplo odejo in zakliče na ves glas: Mamica, povej mi pravljico, prosim. Mama ji prinese skodelico dišečega čaja ter slasten rogljiček in začne pripovedovati. V daljni deželi, v majhni hiški, v majhni vasici živi deklica. Komaj 6 let ima, pa že skrbi za svoje bratce in sestrico. Vsako jutro si da na glavo dosti prevelik vrč in gre z njim po dolgi, prašni poti po vodo. Zanje, otroke in za malo kozico, ki je njihovo največje bogastvo. Bosa je, a že dolgo ne čuti več vročih kamnov pod svojimi stopalci. Ko pride do sosednje vasice, ker prihaja voda nekje iz globin izsušene zemlje, je sonce že visoko na nebu. Vode je malo. Potrpežljivo čaka, vsi čakajo, večinoma otroci. In že se vrača. Vrč postaja težji in težji. Sama je na poti in strah jo je.
Vsaka senca je podobna zveri, ki jo hoče napasti. Gleda le v tla in si daje poguma s petjem. Ko se vrne nazaj k majceni hišici, ne sliši otroškega smeha. Tudi bratce in sestrico je strah, saj so bili čisto sami. Trebuščki so prazni, lakota gleda iz njihovih velikih očk. Začelo se je temniti in zdelo se jim je, da slišijo zavijanje hijen. Pa je bil le suh veter, ki je vrtinčil pesek okoli slamnate hiške. Zakaj pa ne pokličejo mamice? Se je začudila svetlolasa deklica. Ona bi jim dala jesti in piti, kot to naredijo vse mamice na svetu, kaj ne? Seveda, mala neočakanka, takoj povem naprej. Se je nasmehnila mamica in je nadaljevala zgodbo. Že dolgo ne poznajo več maminega objema. Najmanjši deček je bil še dojenček, ko je zbolela. Ni imela denarja in ni šla k zdravniku. Četudi bi prodala kozico, katere mleko menjajo za prgišče riža, bi to bilo dovolj le za pot do prvega mesta, kjer bi jih lahko pomagali. Tako pa je nekega dne dolgo, predolgo spala in ko je tudi jok najmlajšega ni prebudil, so tekli po pomoč. Vaščani so mamo odnesli, kot so že mesece poprej očeta. Otroci so ostali sami. Ni bilo več mame, ki bi delala na plantaži datljev in prinašala v kočo edini zaslužek. Zakaj pa niso šli k babici? Pa učiteljica bi jim tudi lahko pomagala. Je mama na plantaži dobila veliko denarja? Je nasula vprašanj mestna deklica. Ne, babice niso poznali. V tistih krajih je veliko otrok samih. V šolo ne hodijo, čeprav si želijo. Že en sam svinčnik je zanje večji zaklad, kot sta zate računalnik in televizija skupaj. Čeprav je njihova mama delala od jutra do mraka, je zaslužila tako malo, da si pri nas ne bi mogla kupiti niti kepice sladoleda. Naj nadaljujem. Otroci so se kot mucki zbrali okoli sestrice, saj jim je vsak večer, ko so se na nebu prižgale zvezde, pripovedovala zgodbice. Vsakič drugo. Slišala jih je ob vodnjaku od neke prijazne bele gospe. Tam je tudi dobila pravi zaklad, mavrični svinčnik. Če je z njim potegnila po kamnu, je za seboj puščal čudovite pisane sledi. Odprtih ust so poslušali o daljnih krajih, kjer je trava vedno zelena, kjer vsi otroci hodijo v šolo, spijo v posteljah, se vozijo z avtomobili, niso nikoli lačni in jih ni strah, saj sta v njih mamica in očka. Ko dežuje, na nebu nastane barvast lok, pod katerim je skrit lonec zlata. In temu loku je ime Mavrica. Niso je še videli, saj pri njih redko dežuje. Deklica je zdrsnila izpod odeje. Segla je v šolsko torbo in dala mamici škatlo svojih najljubših barvic. Mamica, prosim, pošlji otrokom moje barvice, saj jih imam jaz še veliko. Potem bodo lahko narisali celo Mavrico. Pa medvedka jim tudi dam, pa rogličke in bombone tudi, saj lahko. Seveda, ti moja mavrična deklica. Takoj jutri jim pošljeva barvice. Če pa želiš, ti poiščeva prijateljico, ki živi v kraju, kot je v pravljici. Pravo punčko iz Afrike? Ni mogla verjeti mala navihanka. Čisto pravo. Vsak mesec ji bova poslali nekaj denarja.
manj kot jaz porabim za telefon v enem samem dnevu. Tvoja nova prijateljica pa bo tako lahko hodila v šolo in ko odraste, bo lahko sama pomagala drugim, se je nasmehnila mamica. Danes naša šolarka ne posluša več pravljic. Ob večerji gleda slike druge male deklice, ki živi daleč v črni Afriki. Obe zdaj poznata že celo abecedo. In ko bosta veliki, bosta obe čisto pravi zdravnici. Njune sanje so stkane iz mavrice, ki povezuje deklico iz velike hiše v velikem mestu z deklico iz male hiške v mali vasici. Ja. Zgodba, ki seže globoko v srce. Čeprav je svet velik in poln razlik, nas zgodba mavrične deklice uči, da imamo prav vsi možnost nekaj spremeniti. Ni pomembno, koliko imamo, temveč koliko srca premoremo. Vse pohvale avtorici za izjemno zgodbo, ter pa ilustratorki za odlične ilustracije. V mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Nevidni. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite razumevajoči ter predvsem srčni. Prav vsakemu izmed vas pošiljam pravljični pozdravček. Čau, čau. Ja, čudovita zgodba. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem ježku Snežku, ki ga morda že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, da je človekovo nepravilno ravnanje najpogostejši vzrok za nastanek požara? Zato je pomembno, da se naučimo pravilnega ravnanja, s katerim lahko požar preprečimo ali pa ga omejimo oziroma pogasimo. Ježek Snežek nas bo v tokratni zgodbi podučil prav o tem. Zgodbo Ježek Snežek in požar je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in požar. Zakaj odrasli govorijo o ognju z velikim strahom, kot bi govorili o najstrašnejši pošasti? Razmišljal sem o tem in ogenj narisal kot rumeno zver z rdečimi očmi. Vedno narišem stvari, o katerih razmišljam. Tudi to sem slišal od odraslih. Če ne paziš, lahko iz plamenčka ali iskrice hitro nastane ogromen ogenj. Požar. Zato budno pazim na svojo risbo, da rumena zver z rdečimi očmi ne bi skočila iz nje in se razširila. Ježek Snežek, ki je moj najboljši prijatelj, se mi smeji. Pravi, da me bo moral ognju še veliko naučiti. Rad se igram, da sem junak. Napade me rumena zver z rdečimi očmi in jaz jo premagam. Ježek Snežek se mi spet smeji. Pravi, da narisani ogenj ni še nikogar opekel. S katerim ognjem naj se pa igram? K pravemu me ne pustijo. Ne smem k štedilniku, vžigalice in vžigalnike
pa skrivajo na najvišje police. Ogenj sploh ni namenjen igri, mi razloži Ježek Snežek. Ogenj je mogočen. Treba ga je spoštovati, ne pa izzivati. Če z ognjem pravilno ravnaš, ti je lahko veliko pomoč. Kuha, greje in sveti. Če pa se pred njim junačiš, se hitro obrne proti tebi. V trenutku ti zraste čez glavo in lahko izbruhne požar. Ježek Snežek je vedno tako pameten. Tudi jaz bi bil rad takšen. Prepričal sem starše, da so me ostrigli na ježka. Lasje mi štrlijo kot ježeve bodice, glede pameti pa se ni nič spremenilo. Še vedno ne razumem, zakaj vsi zganjajo ta krom-pom-pom glede ognja. Potem pa ga neko noč srečam čisto od blizu. Zgodi se takole. Po noči se zbudim. Kašljam. Soba je polna dima. Ne morem dihati. Ježek Snežek me s postelje potegne na tla. Pove mi, da se dim zadržuje pod stropom, zato je pri tleh malo več zraka. Takoj morava ven iz stanovanja, na prosto. Zakaj? Kaj se dogaja? V pižami že ne grem ven. Se upiram. Ježek Snežek mi ostro reče, da ni časa. Pustiti morava obleko in stvari in bežati ven. Zdaj se Ježek Snežek odplazi do vrat in previdno potipa, ali so vroča. Niso, vzklikne. To pomeni, da za temi vrati ni ognja, mi pojasni. Lahko jih odpreva. No, zdaj pa hitro ven. Na hodniku se zaletiva v očeta in mamo. Oče me zgrabi in dvigne v naročje. Čez nos in usta mi potisne mokro krpo, da lažje zadiham. Stečemo ven na prosto. Zunaj opazim, da Ježka Snežka ni ob meni. Ježek Snežek, kje si? Ne oglasi se. Zajočem. Hočem nazaj pon. Oče me ne spusti iz naročja. Mama me miri in mi dopoveduje, da smo zunaj na varnem. Tudi z Ježkom bo gotovo vse v redu. Ne smemo v stanovanje, dokler ne pogasijo požara. Oči imam zatekle od solz in nos ves smrkav. Malo stran zagledam majhno bitje, ki nekaj kriči. Saj to je moj Ježek Snežek. Ni se izgubil. Kakšno veselje! Kriči. Potrebujemo gasilce. Pokličite 112. Šele zdaj vidim, da nekaj oken našega bloka žari. Ostrmim. Notri se šopiri gromozanska rumena zver z rdečimi očmi. Ima 10 glav in še ji rastejo nove. Grozljiva je, veliko bolj, kot pa sem si predstavljal v domišljiji. Pridrvijo gasilska vozila, sirene tulijo in luči zavijajo. Iz vozil planejo gasilci in odvijajo cevi. Rumena zver z rdečimi očmi se od jeze še huje razplamti. Gasilci se junaško spopadajo z njo. Polivajo jo s curki vode. Nekateri ljudje skozi okna kličejo na pomoč. Gasilci jih dosežejo s svojimi dolgimi lestvami in jih spravijo ven na varno. Tudi Ježek Snežek jim pomaga. Pri tem ga ušvrkne ognjeni jezik rumene zveri z rdečimi očmi. Čisto malo mu osmodi bodice, vendar se on ne ustraši.
zvije se v klobčič in se kotali, dokler ni pri meni. Zapomni si to, mi šepne v uho. Če te ujame ogenj, se moraš povaljati po tleh. To ga zaduši, veš? Oba pogledava gor. Bloku začnejo ugašati rdeče oči rumene zveri. Vidim, kako leze skupaj in izgublja moč. Nato usahne in izgine. Previdno vprašam Ježka Snežka. Odkot pa se je vzela ta rumena zver z rdečimi očmi? Na tiho se bojim, da je morda pobegnila iz moje risbe. Ježek Snežek mi pove, da so pri sosedovih pristavili ponev na štedilnik in nanjo pozabili. Olje se je vžgalo in ogenj je hitro preskočil na kuhinjsko krpo, od tam na polico in naprej. Goltal je reč za rečjo, se večal in zrasel v rumeno zver s rdečimi očmi. Ko se vrnemo v stanovanje, obupno smrdi po dimu. Pri nas ni nobene škode, pri sosedovih pa je pravo pogorišče. Vse je črno. Ampak pomembno je, da smo vsi živi in zdravi, kaj ne? Mi pravi Ježek Snežek. Uničene stvari nadomestimo z novimi in stene prebelimo. Zdaj razumem, zakaj se vsi tako bojijo ognja. Na risbo v rumeni zveri z rdečimi očmi sem narisal še gasilca s cevjo. Naj se le premakne, pa bo dobila vodo naravnost v obraz. Na drugem koncu papirja, daleč stran, z Ježkom Snežkom leživa na travi, gledava v nebo in se brezskrbno smejiva. Zvečer prosim Ježka Snežka, naj mi pove zgodbico za lahko noč. Danes si ti na vrsti, mi odvrne in smukne pod odejo. Delam se zaspanega. Čez čas me dregne. Dej no, rad bi slišal zgodbico o tem, kako smo premagali rumeno zver z rdečimi očmi. Se še spomniš? Vidim, da ne bo odnehal. Zato je bolje, da poskusim. Otroci, mi boste pomagali? Ježek Snežek, ukrepal si umirjeno in premišljeno. Poskrbel si za varnost družine, ter tudi za svojo varnost. Res si bister in pogumen. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako pravilno ravnati med požarom. Še vedno je najpomembneje, da v primeru požara ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe. Otroci, skupaj z Ježkom Snežkom pa vam želiva veliko znanja. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prejela prijazno sporočilo Tarine mamice z željo, da preberem eno izmed najljubših pravljic Tare. Tara, ta pravljica je res čudovita in zagotovo bo všeč tudi ostalim poslušalcem pravljic. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici nastali izpod peresa avstralske pisateljice z naslovom Čudodelni iskalec vode. David in njegovi sestri se ne spominjajo, kdaj je nazadnje deževalo. Zbiralniki deževnice so prazni in potok je samo še niz blatnih luž. V njem se vidijo sledi živali, ki iščejo vodo. Vsi so žejni, konji,
krava molznica, kokoši in koze. David s sestrama po požirkih ponudi vodo kengurujčku in majhnemu kakaduju. Vsak dan oče in David z vozom vlečeta vodo iz vodnjaka po imenu Zadnja postaja, kakšno uro oddaljenega navzdol po cesti. Dvigujeta jo vedro za vedrom, da bi napolnila zbiralnik na vozu, nato pa poskakujoče od drdrata nazaj po kolesnicah in za sabo puščata oblake prahu. Poljščine so zaradi sonca rjave in krhke. Res je škoda, da tvoj dedek danes ni več živ, reče oče. Lahko bi našel vodo za vse nas, prav tukaj, na kmetiji. Kako? Vpraša David. Temu se reče bajalištvo, razloži oče. Z navzgor obrnjenimi dlanmi je držal palico, podobno vilicam, komolce je stiskal k telesu, točno tako, ter hodil naprej in nazaj, dokler ni palica zadrgetala in se s konico usmerila navzdol. Dela, kar pač dela, ne glede na to, o čem razmišljam. Je imel navado govoriti dedek in tukaj je voda. Na tistem mestu smo potem kopali in zagotovo našli čisto, svežo vodo. Tvoj dedek me je poskušal naučiti bajalištva, a zato nisem nadarjen. Samo eden izmed tisočih zmore kaj takega. Tiste noči mama sanja o vrtovih. Oče sanja o ribarjenju. Dekleti sanjata o peničih kopelih in dolgih osvežilnih plavanjih. David pa sanja o tem, da je tisti eden izmed tisočih, ki je nadarjen za čudodelno iskanje vode z bajalico. Naslednje jutro David najde palico podobno vilicam. Prime jo natanko tako, kot jo je držal njegov dedek, z dlanmi obrnjenimi navzgor in s komolci tesno ob telesu, ter začne vaditi iskanje vode. Hodi naprej in nazaj, kot mu je pokazal oče. Iskalec vode, iskalec vode, ga dražita dekleti. David prečka konjsko ogrado, stopa vzdolž posušene potočne struge, skozi zelenjavni vrt in okoli molzne staje. Trdno prime bajalico in ji dovoli, da pove svoje. Dela, kar pač dela, ne glede na to, o čem razmišljam. In kaj se zgodi, ko se David sprehodi mimo hleva? Palica zadrgeta in se usmeri navzdol. Si je to le domišljal? Poskusi znova. Bajalica se povesi in vsakič pokaže v isto smer. Mama, oče! Zakliče David, ko steče proti hiši. Pridita in poglejta, mislim, da sem našel vodo. David nazorno pokaže, hodi naprej in nazaj, medtem ko nežno drži bajalico. In vsakič, ko stopi čez isto mesto, bajalica zadrgeta in se usmeri navzdol. Tukaj je voda, potrdi. No ja, pravi mama. Mogoče si našel vodo, mogoče pa tudi ne. Vem le to, da je čas, da pomagaš očetu zajeti vodo iz vodnjaka. Ah, doda oče, naj fant koplje, da vidimo, kaj lahko najde. David začne kopati. Koplje na vso moč. Koplje, vse dokler se sence opoldne ne obrnejo. Koplje in koplje, dokler sonce ne zaide in mora prenehati. Še zmeraj pa ni videti vode.
Tisti večer je čas za kopel. Prvi so na vrsti tisti najmanj umazani, zato je David zadnji. Sestri ga zbadata. Umazani David! Umazani David! David je izkopal izsušen vodnjak. David steče ven. Ob hlevu zagleda nekaj svetlečega. Steče tja, da pogleda. Iz njegovega vodnjaka preplavlja sveža voda. Hitro vsi, zakliče. Prav zares sem našel vodo. Oče in David pripeljeta konje, da se željni odžejajo. Ta voda pronica zgolj po noči, pravi oče. Jutri zjutraj bo luknja prazna, bo pa znova polna sveže vode jutri po noči. In tako vsako naslednjo noč. Mama in dekleti skrbijo za vrtno gredo in prav vsako vedro in posoda, ki jo lahko najdejo, je polno sveže, čiste vode za naslednji dan. Naslednje jutro sta David in njegov oče uredila robove vodnjaka, da bi preprečile izlivanje vode ob nočnem izviru. Ko kasneje počivata v senci, ponudita vodo tudi kengurujčku in majhnemu kakaduju. Ti, sin, si eden izmed tisočih, je ponosen oče. Si čudodelni iskalec vode, tako kot je bil tvoj dedek. Bravo. Res čudovita pravljica. Poglejte dečka Davida in njegovo bajalico. Izjemna pravljica o odločnosti, potrpežljivosti ter vztrajnosti. In tako je deček David uspel ter našel izvir vode. Bravo. Voda se nam zdi samoumevno, da odpremo pipo, iz katere priteče pitna voda, a v številnih državah po svetu temu ni tako. In ravno zato je bilo Davidovo odkritje vode izjemnega pomena za družino, živali ter rastline. Otroci, varčujmo z vodo. Tara, najlepša hvala za zelo poučno pravljico. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnite še pravljici Škrat Blokolino, v kateri boste spoznali škrata, ki vam bo na prikupen način predstavil pomen zdrave prehrane. Prijeten pozdravček Tari, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Bravo, David. Voda ni samoumevna, ne? Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo prisluhnili zgodbi o drobnih, a pogumnih rečnih kamenčkih, ki so živeli na dnu reke, obdani z gozdnimi prijatelji in spokojnim šumenjem narave. Ko pa se je nekega poletnega dne v dolino prikradla suša, je reka skoraj usahnila. In takrat so se kamenčki odločili, da ne bodo samo nemo opazovali žejnih živali. Premaknili so se. In prav v tihem premiku se je skrivala njihova največja moč. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Pogumni rečni kamenčki. V dolini, kjer je tiha reka žuborela skozi slikovit gozd, je živela skupina sijočih rečnih kamenčkov. Ležali so na dnu reke in se svetlikali pod soncem. Reka jih je nežno zibala sem ter tja, kot bi jim pela uspavanko. Bili so srečni in veseli. Vsak dan so poslušali šumenje vode, opazovali plavajoče ribe
in pozdravljali gozdne živali, ki so se prihajale k reki odžejat. Lepo je biti del reke, je nekoč dejal eden izmed mlajših kamenčkov. Vsak dan je drugačen, je odgovoril starejši. In ravno v tem je čar življenja. A nekega poletnega dne se je vse spremenilo. Sonce je pripekalo močno kot že dolgo ne. Nebo je bilo brez oblačka. Dežja, ki je pogosto obiskal bližnji gozd, že dolgo ni in ni bilo na spregled. Reka je pričela naglo usihati. Vodni tok je bil vse šibkejši, voda pa ni več pela stare pesmi, le še šepetala je. Gozd je utihnil in živali so postale vse bolj zaskrbljene. Kaj bomo naredili? Je prestrašeno jokala veverica. Vode skoraj da ni več, je zagodrnjal medved. V tolmunih ostajajo le še male blatne luže. Ribe so plavale tesno skupaj, saj so bile na rečnem dnu le še majhne zaplate umazane vode. Ptički so priletavali nižje in nižje, da bi si napolnili kljunčke z nekaj kapljicami dragocene vode, ki je še ostala. Tudi srne so tavale od enega brega reke do drugega, ter zaman iskale vodo. Kamenčki na dnu reke so vse to tiho opazovali. Potem pa so začeli šepetati. Nekaj bo potrebno ukreniti. Naši prijatelji potrebujejo pomoč. Zbrali so se v krogu. Saj smo le kamenčki, je obupano dejal najmlajši. Bil je tako majhen, da so ga komaj opazili. Ampak nas je veliko in če stopimo skupaj, morda lahko zajezimo vodo, je odločno dejal kamen starešina. Kamenčki so bili navdušeni. In takoj zatem so se počasi začeli kotaliti, drug ob drugem, drug čez drugega. Z vztrajnostjo so ustvarili majhne kotanje in jezove, kjer se je voda pričela počasi zadrževati. Prav vsaka kapljica je bila dragocena. Proti večeru, ko je vročina vsaj nekoliko popustila, so prve živali, ki so prišle k rečnemu bregu, odkrile majhne kotanje napolnjene z vodo. Tudi ptički, ki so prileteli k reki, so se lahko odžejali in takoj pričeli glasno žvrgoleti in čebljati. Njihovo navdušenje so zaslišale tudi ostale gozdne živali, ki so radovedno pokukale iz hladnega gozdnega zavetja. Veverica je priskakljala prva in že ob robu gozda je zaslišala rahlo šumenje. Voda? Je s hripavim glasom dejala. Nato pa je s hitrimi skoki brž odskakljala do reke ter se odžejala. Nato pa je glasno začela vpiti: Voda! Voda je znova v rečni strugi! In tako so se kmalu ob reki pričele zbirati še ostale gozdne živali. Srne, lisice, ježki, medvedi. Prav vse živali so se lahko odžejale. Le kaj se je zgodilo? Saj ni deževalo, so se spraševale. Poglejte, kamenčki. Zagotovo so nam kamenčki priskočili na pomoč, je dejala lisica. Zvečer so gozdne živali končno odžejane in polne upanja legle k počitku. Po dolgem času so bile njihove sanje spet zelo prijetne, skrbi prejšnjega dne pa so kar izpuhtele v vročo noč. Zjutraj se je po vsem gozdu razširila novica. Kamenčki nam pomagajo! Kamenčki nam pomagajo! Rešili so nas! So z navdušenjem oznanjale vse gozdne živali. Tudi ribe, ki so plavale mimo kamenčkov, so nežno šepetale. Hvala vam, dragi kamenčki, niste veliki, a vaše srce je ogromno.
Gozdne živali so bile ponovno polne navdušenja. Ptički so peli najlepše melodije v ritmu žubrenja vode. Tudi drevesa so se zibala v znak neizmerne hvaležnosti. Toda veselje žal ni trajalo dolgo. Poletna vročina kar ni popustila in tako je že naslednji večer reka popolnoma usahnila. Kamenčki so obležali po vsem suhi rečni strugi. Gozd je ponovno utihnil. Živali so znova postale zaskrbljene. Zelo zaskrbljene. Zdaj pa res ne vem več, kaj narediti, je žalostno rekel eden izmed kamenčkov. Mogoče je konec, je dodal drugi. Takrat pa se je oglasil najstarejši izmed kamnov. Bil je večji, rahlo modrikaste barve, z drobnimi belimi lisami, ki so izgledale kot brazgotine modrosti. Poslušajte, je tiho, a odločno dejal. Ni še konec. Če nas je reka zapustila, še ne pomeni, da vode ni. Spomnite se starih jam v gozdu. Tam spodaj je še vedno življenje. Morda skrito, a zagotovo obstaja. Povežimo kotanje s tistimi jamami, je predlagal eden izmed kamenčkov. Naredimo poti, da bo voda znova našla pot do rečne struge. Kamenčki so se spet premaknili. A tokrat je bilo težje, precej težje. Kamenčki so morali najti tisto pravo smer, ob tem pa paziti, da se niso ustavili. Trajalo je celo večnost, a niso obupali. Premikali so se lepo v vrsti, kot majhne rečne pošiljke, ki nosijo upanje. Premikali so se in premikali. In kmalu je voda ponovno začela kapljati v kotanje. Ponovno so bili ptički tisti, ki so svojim navdušenim žvrgolenjem prebudili tihi gozd ter zaskrbljene gozdne živali. Te so ponovno odhitele k reki ter so vsaj malo odžejale. Prav vse živali so ploskale s tačkami, krili, repki, šapami ter se tako zahvalile prijateljem kamenčkom. Hvala, najlepša hvala, je zadovoljno dodal najstarejši izmed kamnov. Uspelo nam je, voda se vrača, so navdušeno vzklikali kamenčki, ki pa so bili videti precej utrujeni, a zelo zadovoljni. Tako je v gozdu znova zadišalo po upanju. In ko so zvečer nebo prekrile sive meglice in se je v daljavi zaslišalo grmenje, so vse živali zrle v nebo. Že čez nekaj trenutkov je veter zašelestil med drevesnimi krošnjami in prve dežne kaplje so osvežile naravo. Dež se je vrnil, počasi, a zanesljivo. Kamenčki so še vedno ležali v rečni strugi, mokri, utrujeni, a srečni. Zavedali so se, da so kljub svoji majhnosti naredili nekaj velikega. Ja. Bravo. Vse pohvale kamenčkom za pogum ter vztrajnost. Kamenčki res niso veliki. Ne govorijo na glas. A ravno v trenutkih največje stiske so skupnimi močmi naredili nekaj čudovitega. S potrpežljivostjo, srčnostjo in skupno voljo so poskrbeli za svoje gozdne prijatelje. Otroci, tudi vi ste včasih lahko kamenček, morda tih, morda majhen, a vaša dejanja lahko nekomu pomenijo ogromno. Ko združimo moči, ko pomagamo, ko ne obupamo, ustvarjamo prave čudeže. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni prijetni pravljici z naslovom Skrivnost čudežnega gozda s samoroginjo Lumi v glavni vlogi. Vabljeni k poslušanju.
Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam pravljični pozdravček. Čau, čau. Ja, slogi je moč. Bravo, kamenčki. Thank you.